Dragi gosti, dober večer. Prišli smo do sklepnega dela festivala Stripa Tinta. Ob tem naj vas seveda povabim še na jutrišnjo pripovedovanje v Vodnikovi domačiji. Ob 11. bo pripovedovanje za otroke potekalo tam. Pripovedoval se bo seveda strip. Ampak današnji veliki dan je vendarle prišel do konca. In čas je, da ga sklenemo z nagradami, na katere verjamem, da nekateri težko čakate, nekateri ste mogoče že malce živčni. Moram priznati, da tremo z vami delim tudi jaz, ker me resnično zanima, kako boste sprejeli rezultate. Opa, dobro. Bomo dali tole zaenkrat na stran. Za začetek bi vam želela povedati samo, na kakšen način smo nagrade se letos lotili. Torej, nagrade smo se lotili tako, da smo vzeli pravzaprav v obzir vse stripe, ki so bili izdani v albumski obliki in zapisani v Cobisu med 30. septembrom 2020 in 30. junijem 2021. Se pravi, vse stripe, ki niso prišli v lanski okvir, smo letos vzeli v predogled. V tem naboru se je znašlo 29 stripov za odrasle, od tega 13 domačih stripov, 43 stripov za otroke, od tega 14 stripov domačih avtorjev. Pri tem je sodelovalo 22 različnih založb, kar nas izredno veseli. Zdi se nam, žiriji, da je šla produkcija stripov v višave, da narašča in da bo naraščala še tudi v prihodnjih letih, česar se izjemno veselimo. In upamo, da bomo z nagrado Zlati repec dali tudi pravi pomen stripu, kot si ga strip tudi v resnici zasluži. Hvala vsem, ki ste v tem letu izdali strip. In upam, da če tudi danes ne dobite nagrade, da ga boste izdajali tudi naprej. Morebiti boste prav kmalu vi stali tukaj na tem odru in prejeli nagrado. Kar smo še ugotovili, je to, da se največ prevodov dogaja iz francoskega jezika, kar seveda ni presenetljivo. Striparji radi rečemo, da je Francija pravzaprav meka stripa. Tudi tukaj si želimo, da bi doživeli pravzaprav takšno produkcijo, kot jo imajo v Franciji. Letos je bila žirija sestavljena iz 5 ljudi, iz predsednika društva Stripoholik, Tomaža Bobnarja, ki ga vabim na oder. Z nami je bil tudi literarni kritik Janez Grm, prav tako ga vabim na oder. Z nami je bila tudi avtorica stripov in likovna pedagoginja Katja Kovše, ki se je morala žal opravičiti, tako da je danes tukaj z nami ne bo, vas pa lepo pozdravlja. Bil je z nami v žiriji tudi avtor stripov Zoran Smiljanić, ki ga prav tako vabim na oder. Žiriji pa sem predsedovala kar sama. Nominirane stripe lahko sicer, če jih niste videli danes tukaj na prvi mizi zraven stopnic, vidite še do konca meseca v galeriji Kresija, kjer bomo 22. oktobra naredili nov dogodek in sicer tak, kjer bomo podelili tudi kipce Zlati repcev, ki jih danes žal prejemniki nagrad ne boste dobili, ampak si zato rezervirajte 22. oktober, upam, da bomo z vami lahko tudi v galeriji Kresija izvedli pogovor. Letos smo dodali 2 kategoriji nagradi Zlati repec, kajti v preteklih letih se je izkazalo, da seveda otroški strip potrebuje svojo nagrado, tako izvirni kot tudi prevedeni strip. In poleg tega naj še povem, da so v zahvalo dobljenemu projektu nagrade tudi finančne. Najboljši prevod otroškega stripa bo prejel 200 evrov nagrade, najboljši izvirni otroški strip 450 evrov, najboljši prevod za odrasle 300 evrov in najboljši izvirni odrasli strip 650 evrov. Zdaj pa poglejmo, kdo so letošnji nominiranci za najboljši prevedeni otroški strip. To so Graščina Joana Sfarja in Louisa Trondheima, ki ga je izdala založba Grafit v sodelovanju z zavodom Stripolis. Potem Mumini
prva knjiga zbranih stripov Tove Jansson, ki ga je izdala založba Sanje, in pa Hilda in polnočni velikan, ki ga je izdala založba Didakta. Vse tri vam seveda tudi toplo priporočamo v ogled in branje. Zdaj pa takole malce za še večjo tremo. Vam bom prebrala kar utemeljitev nagrade. Žirija je zaznala, da se je med otroškimi stripi letos najpogosteje prevajalo francoske stripe. V nabor 3 najboljših smo sicer uvrstili 3 stripe iz 3 različnih držav. Zmagal pa je tisti med njimi, v katerem smo zaznali pravo mešanico vseh kvalitet, ki bi jih pričakovali v otroškem stripu. Zmagovalni strip nas je popeljal v razvejan svet domišljije, kjer lahko pričakujemo nepričakovano, se vmes glasno zasmejemo in kjer lahko presežemo stereotipe, ki so jih za karakterje posameznih živali upeljali drugod. Najboljši prevedeni otroški strip leta 2021 je zato postal strip, ki ga bodo mladi z veseljem vzeli v roke tudi kasneje, ko ne bodo več tako mladi, saj lahko svojo večplastnostjo navduši tudi starejše. V imenu celotne žirije zato jamčim, da se že veselimo prihodnjega izida, ki bo nadaljeval sago o graščini. Čestitke! Predstavnika založbe Stripolis oziroma Grafit vabim, da se nam pridruži na odru. Mislim, da predstavnika založbe Grafit ni z nami, ja, Izar, tako da vabljen na oder. Kar ti. Čestitke, mora biti še komentar ob nagradi. Zelo sem vesel nagrade. Ja, super, očitno dobro, da sem se v zadnjih letih končno umaknil iz te nagrade, tako da jo lahko pol še kdaj dobim. Odlično, mislim, ful sem vesel, no? Res se mi zdi ta graščina taka lušna, veseljaška zadeva za otroke, no? Tako da in pač, valjda upam tudi, da bo nagrada pol pripomogla k tem, da bo ratala še bolj popularna in da nas bo potem motivirala, da bi dali še tega ven, ker bi res radi tako celo sago izdali, no? Če bo le šlo. Tako da, super, se ful zahvaljujem se tudi Ane Barič Moder, ko je prevedla to super knjigo. In hvala vam vsem, zelo lepo. Hvala. No, pa preidimo še na nagrado za najboljši izvirni otroški strip. Da pokažemo nominirance. Nominirancev je tokrat več, kot lahko vidite. Med njimi so znamenitni Žige Gombača, Jake Vukotiča, izdano pri založbi Rok v sklet. Za sago 3 pravljic smo se odločili, da jih nominiramo kar skupaj, vendarle se nam je zdelo dobro izpostaviti kar vse 3, izšle so vendarle v zbirki, gre za Lovsko srečo Igorja Šinkovca, Murna muzikanta Maje Kastelic in Štirje godci Gašperja Rusa, izdano pri založbi Forum. In pa še Volkulja Bela in čarobni gost, napeta ekokriminalka Ivana Mitrevskega, izdana v samozaložbi. Vse, kot rečeno, ponovno toplo priporočamo v branje. Zdaj pa ponovno za še malce živčnosti, da preberem ponovno utemeljitev. Danes ne bomo odgovorili na večno vprašanje, ali mora biti strip za otroke namenjen učenju ali mora prednjačiti zgodba. Prepričala nas je namreč mešanica obojega, zavitega v prisrčen humor, z ravno pravšnjo količino otroške žlehtnobe. Do zadnjega kotička z detajli zapolnjene stripovske strani ponujajo zgodbe, ki jih ne moremo prebrati le z besedami, ampak jih moramo najti med namigi, ki radovednemu bralcu ponudijo še več informacij o tistem, kar ni povedano z besedami. Nagrada za najboljši izvirni otroški strip gre zato v roke dvojcu, ki nas je na originalen, zabaven in poznavalski način spomnil na vse tiste dične gospe in čislane gospode iz slovenske zgodovine, ki smo jih že skoraj pozabili. Nagrada gre znamenitnim.
Z nami je tudi scenarist. Risar je žal moral že oditi. Žiga Gombač, čestitke. Čestitke. Še komentar ob nagradi? Kakšno lepo presenečenje. Čestitke tudi ostalim nominirancem, ki so bili z nami v tej zgodbi. Tako da tale Zlati repec, se opravičujem, je kar ena lepa, bom rekel, lepa potrditev našega dela. Tak strip v bistvu nastaja kar nekaj let oziroma dobri 2 leti in veliko enega dela je in pa veliko ene ekipe je zadaj. Torej, poleg mene pa Jake so tukaj tudi urednica Irena, pa v bistvu ful enih recenzentov, ki so nam pomagali pri vsaki zgodbi posebej je obrniti naokrog, na glavo, potrditi vsa dejstva, da štimajo in pa v bistvu dati neko tisto zadnjo piko na konec teh naših norčavega pristopa in vsega tega skupaj. Je pa to v bistvu taka, zgodba, ki smo rekli, da pišemo, da naša generacija piše o generaciji za generacije, ki prihajajo, tako da verjamem, da s temle Zlati repcem bo dobila vetra v Jadrano za naslednjo dni. Hvala. Hvala. Hvala tudi tebi, Žiga, in seveda vsem, ki polnite stripovski prostor. Nadaljujemo s 3. kategorijo, z najboljšim prevedenim stripom za odrasle. Takole, nominirani so bili Črna luknja Charlesa Burnsa, izdana pri Forumu, Prevarantska Indija, izdana pri založbi Grafit, in pa Blast Manuela Larseneja, izdano pri založbi Vige Vage knjige. Ponovno vam vse 3 toplo priporočamo v branje, vsekakor pa še zdaj ponovno sledi utemeljitev. Mimogrede, ta znak, ki ga vidite, ga boste morebiti v prihodnje lahko videli tudi na nekaterih slikah. Dobitniki bodo namreč ob kipcu 22. oktobra v galeriji Kresija prejeli tudi nalepke za knjige, s katerimi se potem lahko pohvalijo, da je šlo za najboljši strip leta 2021. In najboljši prevedeni strip za odrasle smo utemeljili tako. Včasih si želimo prevodov v stripovskih klasih. Včasih pa si želimo prevodov najsodobnejših stripov, ki bodo klasike šele postali. Včasih pa kakšni založbi uspe z izdajo ujeti čas, ki po svojih družbenih in političnih specifikah ne bi mogel biti primernejši za vsebino, ki jo posamezno delo izraža. Svojo skrivnostnostjo, srhljivim vzdušjem, nepredvidljivo prihodnostjo, negotovim razvojem, vse prežimajočo tesnobo, a po drugi strani pa vsem tipičnimi najstniškimi problemi, nas je v kategoriji najboljšega prevedenega stripa za odrasle prepričal svež prevod stare klasike stripovskega kanona Črna luknja v prevodu Bojana Albaharija. Ja, pot do odra je kar dolga. Bojan, čestitke. Upam, da bo glas še zdržal za kratek komentar. Boja, hvala lepa za to nagrado, najlepša hvala žiriji in vsem prisotnim, da ste prišli to poslušati. Na slabem sem glasu danes, me veseli, da je vsaj ta prevod in strip na splošno na boljšem glasu kot prej in kdajkoli. In to je nagrada tudi za celo uredniško ekipo, ki je izbrala prevod, za urednici Tanjo Skale in Ano Bogataj, ki sta tudi z mano še dodatno delali na prevodu, da smo res izpilili in ustvarili prevod, izdajo, ki si takšno, kot si jo zaslužimo. Hvala lepa. In še zadnja kategorija, na katero verjetno tudi najbolj čakate. V tej kategoriji imamo Mestne ptice Gašperja Kranjca, izdano pri založbi Vige Vage knjige, Žabce Doreka Štrun, prav tako izdano pri založbi Vige Vage knjige, ter Sveto in smešno Izarja Lunačka,
izdano pri Zavodu Stripolis in ZRC SAZU. Utemeljitev pa se glasi takole. Velikokrat slišimo, da na področju stripa v Sloveniji nimamo veliko predstavnikov nove, mlade generacije. Že izbor najboljših 3 domačih stripov za odrasle, v katerem sta se znašla kar 2 mlada avtorja, temu nasprotuje. S tem novi avtorji dokazujejo svojo vrednost, pomembnost svežih idej in tudi novih estetik na domačem stripovskem trgu. Ampak zmagovalni strip nas ni prepričal zaradi avtorjeve starosti, ampak zaradi njegove iskrene, izvirne pripovedi, ki temelji na njegovih lastnih biografskih podrobnostih, s katerimi se bralcu odpre kot odprto platno in dopusti vpogled v svoje najbolj intimne misli, prežete z vprašanji vse prisotnega eksistencializma svoje generacije. Držimo pesti, da mu bo tudi letos na vasi uspelo to, kar je lani prikazal v mestu s stripom Mestne ptice. Plaketo prejema iz rok lanskoletnega dobitnika nagrade. Še čas za kratek komentar? Hvala. V bistvu ne vem, kaj naj rečem. Da se malo... Najprej bi se zahvalil moji punci, ko sedi tam neki, ko me podpira in me, kako se reče, trpi. Pol bi se zahvalil žiriji, valjda, in valjda tudi Vigi Vage knjige, Ani in celi ekipi, ki so tek najboljša založba za moje pojme na slovenskem trgu. Tako da so me ful podpirali, Anja mi je ful pomagala, tako da gre njim zahvala, tek ful, ogromna. Drugače pa ne vem, to je to. Hvala. Upam, da bo druga knjiga isto tako kul. Oziroma, da vam bo všeč, tako vam je bila prva. To je to. Gašper, najlepša hvala. Preden gremo še na naslednji del našega večera, Gašper, mogoče, če ostaneš na odru, ali pa bomo to naredili zunaj, bi vas prosila, če vsi, ali pa ne, naredimo to na odru, dokler imamo še takšne čudovita ozadja. Vse zmagovalce bi vas prosila, če lahko naredimo samo eno skupinsko fotografijo z zmagovalci, da bomo lahko tudi medijem povedali, koga je žirija razglasila za najboljše stripe leta 2021. Še enkrat seveda zahvala tudi žiriji v sestavi Zoran Smiljanić, Tomaž Bobnar, Janez Grm in Katja Kovše. Še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste s stripi, z branjem, z zalaganjem, s prodajo, kakorkoli pomagali stripovski produkciji v Sloveniji, da se širi in da napreduje. Masko prosim dol, Gašper, da te bojo prepoznali. Najlepša hvala vsem, še enkrat čestitke. Žal pa moramo nadaljevati, tako da bomo na oder spustili še koga. Ampak če vam je všeč, mogoče ste lahko tudi del animacij, ki bodo še sledile. Večera namreč še ni konec. Zaključili bomo današnji dan s še enim poklonom našemu osrednjemu gostu Emanuelu Giberju, ki bo zdaj doživel risani koncert. Njegove skice bo na platnu animirala Kristina Kokal, zraven pa bomo prisluhnili pianinu džezovskega pianista Roka Zalokarja. Upam, da boste ostali tudi na koncertu. Še enkrat hvala, da ste bili z nami. Upam, da se vidimo prihodnje leto ali pa na katerem od dogodkov Razlite tinte tukaj v kinu Šiška.
Toplo se vam zahvaljujem za vse, predvsem pa na še nove, na še dobre, na še boljše, na vsekakor na stripe. Najlepša hvala, naj živi tinta, naj živi strip.